Se vas ni tako malo, kot smo mislili. Lepo, da ste prišli. Mi dve sva se nekako tle, sva ful pripravljeni, ampak mogoče ne bova tako pripravljeni vnaprej, tako da nama ne zameriti. Barbara pravi, da glede na to, da sva obe mami majhnih otrok, bi mogli najprej ugasniti luč za 20 minut, da mi dve malo zadremava, potem bi bili pa spet tako... V čisti tišini. Jaz pa malo starejšega, že ni več toliko treba, ampak vseeno bova začeli, mislim, da kar s študijem. Mava eno skupno lastnost in to je, da sva obe se po prvem študiju odločili, da bi še študirali. Je res? Ja. Kako si se ti to odločila? Pa jaz sem šla samostojno filozofijo študirati, ne. V bistvu sem se pa prej veliko z igro ukvarjala, gledališče je bila moja recimo druga ljubezen, če so bile prve knjiga, prve ljubezni te in skozi sem si želela ustvarjati in filozofija je en zelo lep, zelo teoretičen študij in sem si želela ustvarjati na praktičnem nivoju in sem bila zelo vesela, sem bila sprejeta na akademijo in sem vzela to kot eno krasno zastonj produkcijo, kjer se lahko naučim obrtnega znanja. Ne? Kaj pa ti? Kaj pa vem, jaz sem v bistvu želela takrat nadaljevati študij. Pri meni je en preskok naredil Erasmus izmenjava v Nemčiji, kjer sem se čisto navdušila nad kakovostjo oziroma pač predvsem drugačnostjo študija, ki jo imajo gor. In sem se tam v bistvu navdušila nad tem, da bi nadaljevala študij v tujini oziroma prav tam na tej akademiji, na kateri sem, ker sem pač slišala za njo, da pa je res fantastična akademija, bi jo vsakmu priporočila še enkrat. Ampak tam sem imela en tak pravilnik, mislim, jaz sem doma doživela en tak zelo malo pomisleke nad tem, kaj boš zdaj še študirala, saj je bilo dovolj, stara si že 24 let, ne, treba je začeti delati. V bistvu pa, ko sem prišla gor na sprejemne izpite, so mi pa rekli, da sem premlada, da bi se vpisala na podiplomski študij, ker za tistega bi mogla biti stara vsaj 26 let, tako da mi priporočajo, da grem na dodiplomskega, da v bistvu študij je isti, zadeve so iste, samo imam možnost biti 4 leta gor. In to je bilo seveda zame še 4 leta študija, ampak v bistvu moram reči, da sem na koncu po 4 letih te res izjemne univerze presrečna, da sem imela možnost biti 4 leta tam. Pa štipendijo si dobila, ne? Ja, v bistvu sem bila štipendirana od Ministrstva za kulturo, ki je bilo pa eno tako pomanjkljivost, da dobivaš štipendijo 10 mesecev na leto, 2 meseca pa ne. In to je bil moj edini vir financiranja takrat in moram reči, da noben stanodajalec pa ne da pač stanovanja za 10 mesecev, pa reče, dober, 2 meseca pa ni treba plačati. Ne? Pa tudi v bistvu nimajo študija toliko, mislim, pri nas je v bistvu celo poletje frej, tam pa ni, tam je pa v bistvu do konca julija študij, pa se v bistvu pa začne že septembra, tako da je v bistvu veliko manjši počitniški del. Sem imela pa blazno srečo, da sem na fakulteti dobila službo, ki je bila taka zelo easy služba, arhivirala sem študentska dela, kar je pomenilo, da sem lahko vsa dela pregledala, v nek sistem sem jih vlagala in sem bila pa zaradi tega, ker sem pa že imela univerzitetno izobrazbo, sem bila pa tako dobro plačana, ker po mojem kol več ne bom dobro plačana. Tako da sem delala, mislim, da 6 ur na teden in sem zaslužila še enkrat več, kot sem štipendija dobila. Tako da tist me je rešil. Moram reči, da v tujini držimo Balkanci skupaj. Meni je to namreč zrihtal en hrvaški študent, ki je ravno končal, pa je rekel, joj, to službo imam, pa dajmo mi skupaj držati, pa jom dal tep naprej. Tako da, ja, tam smo veliki prijatelji, Hrvati pa Slovenci, ki smo enkrat v tujini. Pridva k diplomskemu filmu, a si ga mogoče pogledamo, pa rečeva mogoče pol kakšno na to temo. Lahko.
Tak, ravno se drži. Joške ven, trebuhnat. Tako Viktorija. Kaj pa je bilo? Noč samo udarila sem se. Si se zvinila ti? Ne, V redu, ne boli. padla sem. Ti pomagam. Kaj hudiča? Hvala. Ja si zihar v redu? Ja, dobro Je, je. nič. Dobro, Bog. A smo fertik? Ja. Preoblečt. Dobar dan. Dobar dan. Ja? Kaj pa je? Sem Jana, smeni Nata. Ja, jaz sem pa Marcel Žumer za telovadbo. Ja. Si že to? Kaj sem prezgodaj? Ne, sam lahko bi me v avtu počakal. A doskrat tak padajo otroci. A ne, danes namakamo, ne? Namakate. A že dolgo učite? Ja, zdaj eno leto sem tu, prej sem bil pa v Žalcu. In kako to, da so vas premestili? Ta kolegica, ko je bila na porodniškem, je prišla nazaj. Pa. A ta? Kaj? Gremo, no? Me je veselilo, ne? Hvala vam, gospod učitelj. Z veseljem, ni problema. Vesele, ne? To mi je zdal vesele. Zmeri tako pomagate ti, kaj je Marcel. Ja, ful. Naredi neki, budalo. Ignoriri ga. Ne. Kmetica zarukana, nasmehni se. Zdravo. Sta pa kar hitra. Sem rekla, da bi lahko šla peš. Ja, saj, če te pa moti, da hodim po tebe, se pa lahko hitro zmenim, a pa je tega konc. Kaj je to? Le to. Mama ima pa še kar dolge lase. Zakaj pa nje zrastejo za več kot 1 centimeter na mesec? No. Mogoče pa to razčesavanje pomaga. Probaj malo, no. No, Kaj? probaj. Ne bom, hvala. Kaj si pa tako srana? Padla sem, no. Padlo je, ja, padlo. Pa dobro, kaj si zdaj pišeš v teto tvojo beleženco? V lokalu smo. Daj imaš ti konc baleta. Ob 6. Pridem pobrat. Bom kar jaz začela. Moje vprašanje, ful lepo imaš nastavljen recimo tle odnos med vsebino in formo, vse tako sem jaz doživela, ne? Med pomembnim, če je forma tle birokracija. Zdaj, vprašanje je vezano na čist tebe kot osebo, kako ti povezuješ ta levi, desni del možganov in vse to, kar moraš sama početi znotraj svojega poklica, pa hkrati kako si se odločila
ker tvoje lutke so žive, oči imajo žive in zelo človeške so. Recimo tam je ful na Igorja Štamolaka spominja, ne vem, a ga poznaš osebno ali ne. Kako si se odločila za ta vizualni lutkovni izraz, pa kako ti doživljaš formo in vsebino, recimo, ker vedno sta povezani, vedno prijeta v neki obliki. To bi bilo mogoče začetno vprašanje, pa ti peleš. Pa kaj pa vem, v bistvu pri lutki me vedno nekako, če govoriva o formi, malo zapelje tudi sama tehnika. Mislim, pri tem filmu sem se res še zelo lovila, ker sem vse sama delala, vse sem se učila prek spleta, kako kaj narediti, kako kaj izvesti. In pol v bistvu tudi tega materiala, te glave so narejene iz enega materiala, ki se posuši na zraku in pol imaš v bistvu omejeni čas, koliko časa ga sploh modeliraš. Tako da si na koncu vedno v nekem kompromisu. Jaz težko rečem, da začrtam eno ravno linijo in da ji sledim in da od prvega dne naprej vem, kako bo. V resnici vedno poskušam vse stvari, ki jih delam, povezati zgodbo. Pač ta fant, ki je bil, mislim, on pride k zdravniku, ker ne neha jokati, ker mu pač skozi tečejo solze iz oči. V bistvu sem se tle zelo s temi metaforami igrala, pač zlomljeno srce. V bistvu me je na to navedla, Nemci rečejo, da če si se na novo zaljubil, da ti je nekdo glavo okrog obrnil in pač pa imam tudi naprej to metaforo noter, ki mogoče ni vsem poznana, ampak mislim, da nekako pride čez, da mogoče niti ne rabiš metafore poznati. Tako da ne vem, čisto točno, ne bi znala odgovoriti, kako pridem do enega lika. V bistvu prav to sem razmišljala tudi pri mojem zadnjem filmu, da nikoli nisem naredila, ne vem, 7 različnih glav pa rekla, ta bo ta prava, ampak sem v bistvu toliko časa na eni delala, da se mi je zdela, da je to, kar čem povedati, oziroma da je to lik, ki bi lahko nosil mojo zgodbo. Je pa res, da sem vedno pristaš tega, da je zgodba tista, ki mora biti na prvem mestu in da se v bistvu tako forma kot oblika, kot mogoče vse naprej poklopi, če je zgodba tista, ki pritegne gledalca. Zdaj mogoče bi te prekinila, ker sem malo drugače vprašanje mislila. Pa mi je logično, da si na lutke mislim na to formo, ampak recimo pri tem scenariju, ne, ti je tvoj profesor rekel, če sem jaz prav to zasledila, da ne bojo razumeli, ker ta lik pač gre srce popraviti, ker je počeno in da mu je zraslo novo srce, da tega ne bojo razumeli in da ena mala punčka je to pogledala in je bilo logično. Ne. Torej, že forma scenarija kot takega, ko ga ti postavljaš, kaj je logično, kaj ni logično in tema, vsebina, kaj hočeš ti s tem povedati? A veš, tako voda v kozarcu, kakšna je tvoja neko razmerje, na kak način, ker tle si super rekla tam, da če 4-letna punčka je to razumela, bojo valjda vsi razumeli. Torej se nisi obremenjevala s tem, da ti je en profesor rekel, da to mogoče ne bo logično. Ne? Ker včasih so ene pripombe smiselne pa kritične, pa jih je treba upoštevati, včasih pa preveč dvomiti nekaj, kar ti čutiš, da bi rada povedala, pa čutiš, da se bo na ta način pokazalo, pa spet ne. Pa jaz v resnici dvomim do konca. Jaz v bistvu že ko so kredici narejeni, ko je film že 20 nagrad dobil, jaz še vedno dvomim, če je bilo res vse tako, kot sem želela narediti. Ampak lih ta dvom pa v bistvu vedno ko končam film, ugotovim, kaj bi za nazaj vse boljše naredila in to je tisto, kar me v bistvu mi daje voljo za naslednji film. In tle se mi zdi, da je pač ta... Veš, to mi je zanimivo, ne? Ker jaz moram malo predstaviti, če me nekaj res ful boli, ne? Neka moja napaka, ki se mi zdi, da je ful vidna in da pač bi rajš pol preskočila, pa se pol vrnala nazaj. Jaz nekaj drugega, ko ne bi te iste napake šla popravljati, ampak bi malo časa, da mi mine vmes, preden grem se recimo ali istega žanra ali istega tipa režije lotevati. Ja, se mogoče je treba včasih iti malo stran, pa spet nazaj. Da z distance malo drugače. Ja, mislim, sej sama veš, da predno začneš nov film, pretečejo ponavadi leta. Pa ne zaradi osebne izbire, ampak zaradi pač možnosti, ki jih pač vsi ustvarjamo v njih tukaj. Ampak
kaj pa vem, no, meni se zdijo napake, ki jih narediš, absolutno pomembne za to, da iz njih narediš korak naprej, oziroma če se jih zaveš. No, jaz mislim, da zavedati se svojih napak je najboljša, mislim, največ v nekem ustvarjalnem procesu, kar lahko ven potegneš. Ja, to se strinjam. V bistvu mislim, teže se jih je odpustiti, po moje, pa mogoče to naše okolje jih ne dopušča ful veliko, no. Bi bilo fino, da bi si lahko rekel, zdaj pa tudi, če za serijem film probala bom iti v neko smer, se mi zdi, da pri dolgometražnih formah pa nas nekako ne. Dobro, v dolgometražnih formah jaz mislim, da nikoli ne bom vedela, kako je, ampak se mi zdi, da si vedno ti tisti, ki postavljaš neke te, a se sme dovoljiti. Mislim, jaz vem, da ne znam, jaz sem šla v film, ki ga trenutno končujem, to bom pa naredila nekaj tako malo. Pa v bistvu nikoli ne znam narediti nekaj tako malo in sem se v tem zapletla, da v bistvu sem premalo pripravila in premalo se v bistvu od začetka naprej vrgla, da bo resen projekt, ampak sem ugotovila, da v bistvu ne znam drugače narediti, kakor tako. Pa greva mogoče še malo k tvojemu filmu. Jaz sem uživala v tvojem filmu, to sem ga pogledala včeraj. Predvsem sem pa uživala v tej igralki, ki se mi zdi, da je tako projicira v bistvu tisto, kar nosimo vsi normalni ljudje, ne pa v bistvu neka ta lepota, ki je v revijah, pa ki nam ni znana, pa ki je poretuširana. Tako da v bistvu tlo in vem, da si tudi v Paniki je bil meni ta glavni ženski lik nekaj tazga, da z Bridget Jones vem, da ti jo vedno primerjajo. Ampak kako v bistvu zbereš ta lik, ga namenoma, da je to v bistvu nek lik, ki mu skozi govoriš, pa ne tega delati, no, to ni dobro zate. Veš, hecna povezava, ja nisem nikoli, mislim, razen znotraj žanra, recimo Lasje so neka črna komedija, pa Panika je bila po naročilu romantična komedija, pa obe dve imata voice-overje, pa obakrat sem klela, da to delam sploh, ker je to meni eden težjih delov scenaristike, pol še te voice-overje nekako smiselno povezati. Lidija Sušnik je igralka, ta mlada, takrat je bila stara, mislim, da 20 let, pa je še zgledala glih toliko, da še lovi to najstniško, da sem jo lahko. Zdaj je žal zapustila igralski poklic in šla za nuno. Zelo zanimivo, jaz upam, da nisem imela kaj pri tem. Ne, jaz sem jo gledala, mislim, sledila sem na akademiji in sem videla, da nosi to vse, čeprav je pa res, da v enem delu, v enih scenah ni čisto točno vedela, kjer smehljaj, kaj hočem jaz od nje imeti in pa sem jo poskušala na vse načine spomniti, kje sem ga videla, pa kak je bil. Ne vem, če sploh lahko to anekdoto povem, ampak to so bile mlade študentke igre, stare 19 let, v razredu 4. In takrat je bil Marko Mandić ful car, ne? In oni so imeli nek performance v drami, kjer so govorili o tem, ki so ga srečali, prav v Marku Mandiću, ne? Jaz tega nisem vedela za nazaj. Jaz sem tam njo tam gledala in je imela ta naivni smehljaj in sem rekla, evo, to, kar sem imela v predstavi, Marko Mandić, torej ta nek, to sanjarjenje, sem je že na nje videla, kako ga zna izpeljati, no. To je bila njena prva filmska vloga in je bila super. Mandić malo na Jezusa spominja, tako da vidiš. Ne bom jaz v mojemu svaku preveč komentirala. Tudi v mojemu filmu se sleče. Ne vem, ta paralela se je nekako postavila čista, veš, ker recimo pri Paniki Majzi igra lik, ki je po literarnim predlogi in tam sem imela bolj problem tega, da moraš glavni lik v celovečernem filmu ti ne more biti tako strašno, mislim, moraš biti vsaj empatičen do njega, ne rabi ti biti simpatičen, vsaj empatijo moraš čutiti in ona dela take neumnosti, da sem mogla nekako skozi paziti, pa tudi Janja se je tega ful zavedala, zato je ta naivnost bila v bistvu edina logična razlaga njenega obnašanja v določenih situacijah. Ne. Ta je pač toliko mlada, no. Ne vem, upam, da sem odgovorila tle. Jaz mislim, da si, ne vem pa. Kaj greva kar pri drugem sklopu, da jih imava kar nekaj. Lahko.
A veš, kako lepo mašo si zamudila? Vsi so spraševali, kje si. Poldija je treba sam še nahraniti, pa lahko gremo. Župnik je tudi vprašal, kje si, pa sem rekla, da se slabo počutiš. Zakaj si pa to rekla? Ja, nisem vedela, kaj mi rečem, kaj sem pa zdaj naredila narobe. Ja, zlagala si se, saj se ne počutim slabo. Ja, se ne smem nič več reči, karkoli naredim, vse je narobe. Oh, pismo, mama, saj nisem neumna, no. Kdo pa pravi, da si neumna? Hotela sem samo povedati, da sem prizadeta, ker nimaš nobene vire. Ja, takšne, kot ti hočeš. Tam greš. Kaj pa delaš? Taka ne moreš ven. Zakaj? Na maši sem rekla, da si bolna. Je to pa čisto tvoj problem. Spust me ven, no, ne bod smešna. Prav. Dober dan. Dober dan. Malo se preganjava, veste, ti ta mladi imajo toliko energije. Ti jo imaš presenetljivo veliko. A ne, komaj jo dohajam, ampak se trudim. Nesvidenje, gospa Rozmanova. Nasvidenje. Nesvidenje. Kaj? Ponosna sem bila na tebe, da veš, ponosna. Hrani, mama. Tako te je bilo sram, da pač nisi hotela dati zgoščenje. Pa kaj bi rada? No, povej, jaz res več ne vem, kako ne se obnašam. Kaj bi rada? Ja. Rada bi, da me vidiš. Da me enkrat zares pogledaš. Da me sprejmeš takšno, kot sem. Vse te sprejemam. Kaj te pa razburjaš? Pusti kolo zdaj. Zakaj me pa potem zaklepaš, ha? Ja, če si pa hodila takšna ven. Kakšna, mama, kakšna? Kaj te moti? A te to moti, ha? A te to moti? A te to moti? Ne Kaj? razumem. No, pa nosi to, če hočeš, samo prosim te, umiri se. Nehaj se pretvarjati, mama, lepo te prosim. Pa sej veš, da te imam rada. Ne vem, mama. Prosim te, obleci se. Še prehladila se boš. Prosim te. Greva domov. Sama pej domov, jaz se ne grem več. Poldik. Kam si ti to šel? Kaj se pa s tvojo uhico zgodilo? Poldi! Poldi, kakšen pa si? Poldi. Zdaj si pa sam še za zajčjo v baro doma. Saj veš, da ne jem mesa.
Ja. Jaz sem hotela ta odlomek pokazati čisto iz tega, ker me je fajn odpreti to bolečino ob spodrsljajih, ne? Ker se mi zdi, da je to del ustvarjanja. Jaz tega nisem videla že toliko časa, da me je zdaj še dodatno zabolelo. To je moj prvi kratki igrani, ne, na akademiji in hkrati ne sem, da pač nisem znala čisto redo igralcev zagrabiti pa jih voditi, ampak tudi se nisem zavedala, recimo, kaj v slovenskem filmu visok jezik naredi, tudi če bi bila igra malo boljša, kar jemljem nase, preprosto mislim, da ne funkcionira, da to ni tako v Angliji, da lahko imaš ali visok jezik ali kokni, pa da se sprejme, pa da se gleda. Mislim, da te pri nas popolnoma odlepi od doživljanja. Ne? Evo to kot tem. Kar se pa tvojega eksperimentalnega projekta tiče, sem pa tudi ga jaz zdaj prvič videla in mi je v bistvu zelo všeč, kako Linijo pelje svoje stvari. Vedno je to vračanje na ljubezen, vedno je to v bistvu zlomljeno srce, vračanje k ljubezni, bi mogoče celo rekla, kot da je povezano z neko, kot da je ljubezen kar bistveno povezana z identiteto posameznika, zdaj po teh dveh odlomkih, če gledava. Ta film je bil v bistvu narejen v korežiji, to smo se že malo pogovarjali, da je pač vedno kar zahtevna reč, ker nekje na sredi procesa ugotoviš, da je tvoja ideja tam, od tvojega korežiserja pa tam in pol moraš nekje najti nek kompromis do konca. Tako da v tem filmu, mislim, ta film je nastal čist po eni ideji, ki sem jo jaz še na faksu tle v Ljubljani imela neke fotke, ki je bilo v bistvu mešano, mislim, komunikacija med scenco in med linijo na asfaltu, ampak več kot to pa v bistvu ni bila osnova za začeti snemati ta film, bilo je pa treba porabiti neka sredstva v nekem roku in pol v bistvu je bilo na podlagi tega sva z eno švicarsko animatorko 14 dni v najbolj vročem delu poletja se zaprli v studio, zatemnili okna in švicali noter to kredo in ona je v bistvu risana animatorka, se namirala lutko in to je v bistvu njena senca. Mal je pa res, da je v bistvu bil film premalo naprej pripravljen, ampak se včasih je tudi fajn tako, kakšen poskus tako imeti. Je bila pa tle tema smrt bolj kot ljubezen, tako da ne vem čist. Jaz sem ta objem na koncu pa to, da v bistvu ga je kar malo ubila ta ljubezen. Nekako sem tako doživela zdaj. No, se mislim, da je to kot prt, da si ga lahko vsak malo interpretira, kar je mogoče tudi v redu. To sem te hodila vprašati, prosti, da sem te prekinila. To je čisto laično vprašanje, ampak je to nek normalna procedura te korežijske situacije v animaciji? V bistvu ravno v animaciji je najtežja, ker v bistvu, nisem še nikoli delala igranega filma v korežiji, boh ne dej, ampak zdi se mi, da pač ravno v animaciji si v resnici popolno control freak, ker ne samo, veš, se mi zdi, da če je neki igralec vse neki doprinese k zgodbi, k emocijam, ne vem kaj, tle pa v bistvu nadziraš vsak frame, v bistvu si res precej, tako da moja je bila tudi druga izkušnja z korežijo, pa ne vem, če bi si jo še želela, ker je res pač ta proces nastanka animiranega filma je enostavno blazno dolg. In pač več let lahko tudi, pa pol na koncu pride sem teh nekih par minut ven. In v teh parih letih je res težko z nekom shajati vsak dan v isto idejo. Že sam s sabo imaš problem, se opravičujem, moj načrt je dol padel. Že sam s sabo imaš problem, kako verjeti v eno idejo toliko let in se boriti za njo, pa zraven motivirati še vse ostale, ki ti pomagajo pri tem, tako da ne vem, no. Ne, se zato, ker si rekla, vem, da ni tvoja prva korežija, manj se di pojem kot tak, razen če si, ne vem, pač režija zahteva kontrolo, ne, in zdaj na kak način se to deli, pa kako se to prerazporeja, to, če si zelo blizu
vedno je nadgrajevanje, sploh znotraj, ne vem, igranega, imaš ti avtorske sektorje, ki nadgrajujejo in ni to tvoj, jaz mislim, da film nikoli nisem tvoj, ne. Ampak tu si pa še težje predstavljam, ne. Glede na to, da si že 2-krat imela to situacijo, je to pač, mislim, odkje sploh prihaja do teh režij? Kaj pa vem, v bistvu ta prva, ki sem jo imela z Izabelo Bločinsko, eno zelo priznano poljsko animatorko, je bil v bistvu neka spodbuda enega nemškega fonda, ki je spodbujala, da bi se mladi evropski režiserji povezovali in skupaj delali projekte. In midve smo v bistvu takrat pa še z enim nemškim mladim producentom smo takrat dobili denar oziroma to nagrado ali karkoli in pa smo bili premorani to narediti. Ali nam je to pasalo ali ne. Tako da meni takrat zelo ni pasalo to delati. Tle je bilo pa v resnici čisto zabavno, sam pač tako, kot sam na koncu izdelek pa vidiš, da vseeno rabiš tega nekoga, ki se z mačeto bori. Ja, da je v bistvu zaradi tega pol vse skupaj mogoče malo si prelagaš to odgovornost drug na drugega. Je pa seveda lahko to vseeno, mislim, nekateri pa v tem v bistvu rabijo nekoga, da imajo. Da jaz recimo absolutno rabim pri pisanju scenarijev nekoga, s katerim vodim ta dialog. Zdaj zadnje leta nama to z Gregorjem, mislim, da kar dobro uspeva. Pač voditi in gospodinjstvo in scenarij. Mislim, da imaš to zelo podobno zgodbo doma. Tako da, ne vem, pač tle dialog absolutno mora obstajati. Je pa res, da najbrž mora biti ki ima končno zadnjo besedo, pa vedno ena oseba, po mojih izkušnjah. Greva še k tvojemu filmu. Ti si v bistvu že povedala, kar meni se ni zdel tako, kakor si nezadovoljna. Meni se zdi zanimivo, da imaš vedno ta nek ženski lik, ki ima težavo, ki ga v bistvu... Veš, je zanimivo, kaj jaz sploh iz drugega sem gledala. Mene je sam zelo, še bolj bolelo kot takrat na akademiji v montaži ene stvari, ampak se mi zdi to prav, da ne išče sam koščkov, kot ti grejo, ampak da tudi... Meni se zdi super v tem, kar sem videla od tebe, da vedno rešuješ ta najbolj dramatični moment s humorjem. Meni se zdi, da je to v bistvu najlepše, kar... Bolj ali manj uspešno, ne? Ne, ampak se mi zdi, da že volja potem se mi zdi prava, no. Veš kaj se mi zdi, da je itak, da ne vem, mogoče scenaristika kot taka zahteva neke dramatične situacije, neke preobrate, in da je življenje vedno bolj težko in da se laže pogoltne tako psu, ko daš, ne vem, tableto, meso not, da pač humor to malo nekako razbremeni. Pa da to tudi počnemo v bistvu v resničnem življenju. Včasih si najbolj duhovit ali pa se najbolj smejiš, ko si najbolj ne preveč dobro, ne? Tako da, ne vem, poskušam to lovitno. To kar naprej, meni se zdi to prava pot. Kaj, greva v tretji sklop? Greva v tretji sklop, ko jaz moram še ne navec. spite. Če imate kakšno vprašanje vmes, ki ga mogoče jaz ne zastavim, ali pa Barbara z veseljem uskočite vmes. Sej vem, ampak zaenkrat ga nimam. Ga spet kar najprej pogledamo, rečeva kakšno. Zdaj se bo v tretjem sklopu greva v najni edini izkušnji z dokumentarnim filmom. Ja, v bistvu nekem, mislim, edini, ja. Jaz sem še imela kako, ampak to je, pa če sva začela govoriti, nekaj malega poveva. Lahko. Mislim, moje akademijski dokumentarni in specifika je to, da smo mi še delali takrat na filmski trak in da smo imeli 4 role, kar ni veliko, hkrati pa si mogel nekako v glavi imeti film, hkrati je mogel biti dokumentarni in jaz takrat sem si v bistvu nisem si upala grozno, ker te boli vsak kader, se me še zdaj, ampak ko pač ni to, kar sem si zamislila, recimo, in mi je bilo grozno, da bi bilo to zelo slabo dnevniško posneto ali pa da ne, da bi te 4 role dragocenega filmskega traku porabila za nekaj, kar ne morem kontrolirati, vsaj do neke mere. In po moje, zaradi tega sem se vzela temo, ki sem jo lahko vladala čist fizično, ker je pač moj glavni lik miza, ki se dviguje in odgovarja na vprašanja.
In potem sem si pomagala s tem, da pač dve akterki, ki sta govorile največ o tem, sta bile zelo zaprte in introvertirane in sem hodila pol z digitalno kamero večkrat snemati in sem pol presnela na filmski trak in pogledala na ta način, da sem lahko to not ustavila. Torej poskušala sem neko, mislim, zdaj, kaj je dokumentarna forma, to lahko imamo pol debato dolgo, kaj to naj bi bilo ali ne. Moja je definitivno zelo kontrolirana v tem smislu, ker je bil to verjetno tudi strahu in študijski projekt in filmski trak, da sem poskušala se že v tistem obdobju znotraj nekih okvirov poskušati narediti, kaj sem si zamislila. No. Zanimivo mi je ta strah pred preveč rol porabiti. Misliš, da to malo manjka? Ne bi nam jih dali. Vem, ampak tako, zdi se mi, da pol bolj skoncentrirano delaš, da si bolj v fokusu. Meni se itak zdi, da se predpriprave tak necenjene vedno bolj, da je to že, mislim, ne bom sploh šla v to smer, ker se mi zdi, da so najbolj ključne in da se lahko ful denarja prišpara in ful enih težav v ful drugih procesih, že če imaš na papirju dovolj časa. Tu je lahko ful enih bolečin. Mislim, tako se mi zdi, da znotraj našega procesa, ko je med 50 pa 300 ljudi, da jih veliko teh ljudi, sploh tisti, ki odločajo, jim sploh ni važno končni izdelek, samo da je narejeno, kar je kar žalostno. To je res. Jaz vseeno pogrešam končni izdelek na lepem traku, to priznam. Jaz tudi. Ti digitalni oblaki ne bojo nikoli moji. Ampak dobro. A povem še jaz predno pogledala, povem pol, pa je zdaj pogledala. Ti se odloči. Zdaj si napeljala, da bom prej, tako da bom šla pol lula. Jaz bom pokazala en insert iz Malega princa Luka, je tako naslov, Miha? Je, ne? In sicer sem bila povabljena k projektu, da realiziramo 3 minute animacije in sicer enega zelo posebnega fantka, ki je nažalost ga ni več z nami, ampak je imel zelo močno mišično distrofijo in je lahko premikal samo svojo desno rokico, mislim, da. Ampak je bil čist neverjeten fant, kaj je on zmogel s temi premiki narediti v življenju pri svojih 13 letih. Jaz moram reči, da je bil zame ena taka prekrasna izkušnja. Mi smo ga v bistvu potem animirali dobesedno kot lutko, in smo ga začarali, da je hodil, plesal, to boste videli, ta insertek, naš del. Meni je pa sama izkušnja dala res, zdi se mi, da smo premalo pomešani z ljudmi s posebnimi potrebami in pač res, da bi se v bistvu od njih učili, koliko smo lahko hvaležni, da smo, kjer smo v življenju, oziroma kaj imamo. Vedno se nam zdi, da nimamo tega, pa unga avta, pa une hiše, pa ne vem česa. V resnici imamo pa blazno veliko to, da se lahko premikamo, pa da se počutimo dobro. Tako da, zame je bila to res dragocena izkušnja. Moram reči, da ne dragocena izkušnja, tle sedi producent, naj zapre ušesa, je to, da malo na koncu, se je vedno to, da če delaš nekaj, ki si pač samo povabljen k projektu, se ne moreš najbolj strinjati potem s končnim projektom. Meni je škoda, kako je fantek predstavljen v dokumentarnem delu filma, zato vam tega ne bom prikazala, ampak se mi pa zdi, da smo ga uživeli. Meni je žal, da nismo ujeli tistega trenutka, ko se je on prvič videl samega sebe, kako se premika, ker ipak je bila to njegova ideja. On je v bistvu dal to idejo, da bi se rad videl samega sebe. V bistvu je temu fotografu, ki je bil režiser tega dokumentarnega filma, rekel, zakaj on ne naredi zaporedje fotografij in da bi se on pol videl premikati. In tako v bistvu je nastala ta ideja za ta dokumentarni film iz teh res neverjetnih možganov, skritih v to bogo telo. Poglejmo si. Za mizo se usedejo, pa rečejo, saj pa tak miza se ne more dvigati, ne. Pa misli, bi rekel, če bi en drug zraven bil, da bi en drug šel pa dvigal, ne.
bil človek, kateri hodi povsod in človek s tim občutkom, da se mu dvignila miza. Samo od sebe, mislim, to je... Nisem videla, ne vem, kako se to dogaja. Na nek način še vseeno ne verjamem. No? Bil smo tak, nevern Tomaž, vse pregledal. Ni smel nišče z mizo prijeti tako malo bolj, da se je belil iza nokti vidi. Govora ni. Tak rahlo, čisto rahlo. Miza norela. Lahko vidim to vizo. In vedno sem bila prepričana, da je en duh tam noter, ki mi odgovarja. Pa ko je bil tole, je pač bil mnenja, da se miza dviguje zaradi fizike in pol mi je razlagal fiziko, kako deluje in... Možgani oddajajo neko energijo, vsi se osredotočimo v isto, to je razlaga, ki si čital, jaz tega ne poznam, prije do resonance, to se pravi močne amplitude, ki pride v resonanco z misel. Takrat smo mi da sprašvali, a me mara, a pa take to Marije, veš, pa se bomo poročila, pa peki koš otrok, no tam se mi zdi, da je še kar neko prav odgovarjala. Sam je začel počutiti kot neku osebo, kot neku, ne vem. Ne vem, se še zdaj roke tresajo. To kaj takega... Nisem pričakoval, res ne. Majke mi, da bo to tako izrazito pokazala, niti v sanjah. Sem pa vedno bila v strahu, če bom nekoga klicala, da bo pač njen duh in kakorkoli in takrat me je strah ratal. Nikoli nisem več se stindirala. Ja, če od smrti vprašajo, to jaz pravim, da tako ni. Mislim, da to, da bi hodil, je mogoče, ampak bolj zadovoljščivije.
Še enkrat povem, ta miza res obstaja. Jaz sem zdaj še pod vtisom mislim, ful se mi zdi lepo, da imaš tak poklic, da si lahko temu fantu omogočila nekaj, kar si je najbolj želel na svetu in da je to videl, preden je preminul. Ne? Prav tak. In ne vem, se mi zdi, da vsaj jaz zase, no, da se premalkrat ustavim pa se spogledam s hvaležnostjo za stvari, ki jih imam. Ponavadi se nakopiči tega, da si, ne vem, da sem zafrustrirana in nehvaležna in potem še zafrustrirana, da nisem hvaležna. Že ko odprem srce do te mere, da sem hvaležna za nekaj, se cel svet odpre čist drugačno. Drugače pa ta miza, da ne bom zdaj tu... Ja, lej, ne vem, kaj niti rečem. Mislim, jaz sem slišala za to mizo in me je zanimalo in sem šla pogledat in sem prišla na to kmetijo, kjer pač je ta miza, oni ne pobirajo denarja, za to niti jim ni v interesu, da bi bili neki zdaj slavni. Tam sta ta babica in ta vnukinja, ki sta ful sramežljive in pač, če prideš, mi da sva takrat s Klemnom sama šla, mislim, da ta prvič ali da je ta drugič z mano, ker sem večkrat hodila jih pol snemat in sta pomagali. Najprej ta prvič je bila ta stara gospa zraven, ker od njihove družine imata pa je samo one dve dosti energije, da pomagata, da ta miza se zažene, ne? Ker začne neki pokati in pol se ta miza začne dvigovati in ne vem, jaz mi da se je še pol prestavljala po prostoru, da ne bilo kje zgori od spodi, pa pol sta šle stran one dve, ne, smo mi da sama dvigovala. Nimam razlage za to, no. Pač moja izkušnja tega je, da si ta miza dvigovala na dve nogi in si se zmenil z njo, da pa ne, kaj ti odgovarja, ali črke v abecedi, da ti pride do črke, ali številke. In ona se je dvigovala in... Kakšen smisel ima, če itak laže? Ja, včasih se laže, ne moreš biti nikoli čist prepričan, je rekla, da se pač včasih zlaže, ne. Ne vem, rekla je tudi, da se ne bo pustila snemati, da se takrat ne bo dvignala, ko sem jo sprašvala. Seveda je pol cela ekipa, ki je bila tam med pauzami sprobala in so bili, mislim, to je pač bilo nek hecen proces, ki si ga vsak po svoje razlaga. Tudi se je dvignila na eno nogo, da pokaže, kaj zna, seveda ne, ko se je snemalo. Meni se je zdelo fascinantno tudi predvsem spet človeškega vidika, kako reagiramo na stvari, na katere nimamo razlage, kakšne razlage si najdemo zanje. Jaz vedno mislim, da je en košček te neke, tako prej začela z neko hvaležnostjo, hkrati pa neko ponižnost do tega, da si sam košček vesolja, pa da enega dela ne veš, niti na kak način se vrti, mogoče ta del mističen, se mi je zdaj to ful zanimivo. Ja, verjamem. Pa mal tudi ne verjamem. Ne, se nisem hotla, veš, nisem hotla niti prepričvati, ne, a ja, ali ne. To mi je všeč. Ja, to je prav zavestna odločitev mogla biti, kaj bom hotla jaz s tem povedati, zato sem tudi vzela Miroslava Mandiča, ki je takrat prvo leto bil zunanji konzultat za scenaristiko smo imeli in ko on zvedel, kaj hočem jaz dokumentar delati, je rekel, pa jaz bi to videl. In sem si mislila, ko sem ga gledala, pa jaz bi tudi, da ti to vidiš. Ne? Tako da on ima tudi svojo razlago, recimo zdaj po svoji izkušnji. Ne? Pet pogledati. Kje je to? Na Koroškem. Aha. Ti si tudi z Koroške, ne? Slovenj Gradca, ja. Pa greš tudi kdaj na eno nogo. Kaj, če grem? Tudi kdaj na eno nogo. Mogoče greva k tvojemu prvemu kratkemu poštudijskemu filmu. Da greva kar dalje. Pa lahko kaj, da... Če so vprašanja v dokumentarnem sektorju iz publike, se to bo... Mogoče raj ne, ker pol bova predolgo govorili. Kaj, da greva kar na naslednji blok lahko? Sej nimava nad se skrivati. Ja. Jaz da ga kar pogledamo, spet prideva do bloka, ki jaz tvojega filma ne poznam, priznam. Tako da jaz bom pokazala dve stvari, ki sem jih delala po naročilu,
kar je bilo zame nova izkušnja, oziroma kar, ja, pa v bistvu obe čisto v redu, ampak je to vse nekaj drugega. Ti pa si imela prvo izkušnjo v bistvu samostojnega, avtorskega, tako scenaristike kot režije. Na Svobodi. Na Svobodi. Pa kaj ne rečem, mislim, v bistvu na akademiji sem oboje jaz pisala in režirala, tako da v bistvu ta kombinacija je ostala, s tem, da mogoče tle ni bilo čisto jasno, v predprodukcija to namerava biti kratek film, namerava biti 15-minutni, namerava biti 30-minutni ali bo kar to celovečerni no budget in smo skakali gor in dol sporedno s tem, ko sem Paniko delala, da mogoče bi jaz sem v bistvu moja vizija tega, kako sem jaz želela, da ima ta feeling, kako zgleda, pa je fantastično posnet. V bistvu mi je ful všeč, sam je drugačka, kar sem se jaz predstavljala in tudi par drugih stvari se mi zdi, da je zanimivo, kako tudi življenje okoli filma in produkcija, postprodukcija zapelje film v neko smer in na katere stvari lahko vplivaš, na katere pa mogoče ne. No, to je ena taka zanimiva izkušnja. Dajmo pogledati. Pogledamo. Povsod piše, da imajo medvedi najrajši med, ampak to sploh ni res. V resnici imajo najrajši ribe. Večina medvedov je ribe surove. Jožef pa je bil prvi, ki si je ribe spekel. In kadar se je najedel pečenih rib, je bil zmeri zelo zadovoljen. Takrat je v svojem brlogu zaprl vrata in zapel. In kadar je pel iz srca, ni hotel, da bi ga kdo slišal, ker njegovo srce je bilo veliko, tako medvedje, največje v gozdu. In kadar poje veliko srce, kadar poje zelo zares, se zgodi, da Jožefu uide kakšna solza. Jožef malo zajokca. Takrat ne mara poslušalcev, nobenega. Sej, kadar brunda tiste vesele, kadar se sprehaja po gozdu, ka ne moče ga kdo posluša. Ampak tiste iz srca poje na samem. In gorje mu, če ga kdo kdaj presenet. Jutri pride oči po tebe v šolo. Ali pa Varja, a ti je všeč Varja? Ja, zelo dobro zna risati. A res? Lahko noč, gospodična. Lahko noč. Draga mati, za trenutek odloži svoje delo. Sophie? Vas-y, Sophie.
čisti razglašen. Kje pa je Dasa? Potrud se, a boš. Nimam jaz problema. Kje hočeš imeti mizo? Dol gre, gor pa ne. Benoit! Oui? Viens ici. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne! Peťka. Igorjeva, Ne, posvojena je. kje ima pa mamo? Ti so pa fotri pri samohranilkah. Bogi otrok. Ma ti si bogi. Rada jo mata fotr, veš. Rada se mata že 8 let. To ni naravno, dej. Daj ven. Dože used se. Spokaj, če imaš kaj ponosa. Tudi jaz sem vesel, da te vidim, fater. 3 minute. Pol pa pokličem policijo. Poklič? Kaj boš pa rekel? A? Ne dovolim. Evo, prost, foter, ne bom več gej, če ne zmoreš. Evo, ne bom več. Mami, 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 Rada! Zelo aktualna tema. Ja, veš, da sem to tudi šele zdaj pogruntala. Pa priznati moram, da sem film videla. A si se spomnila pol? Mislim, da sem ga videla, pa da to, kar sva govorili prej, zdaj razumem, da mi ta čustva niso tako iskreno čez platno čez prišla, kakor mislim, da bi morala. Ja, tema ful težka in pol je ful težko, če dobiš občutek, da je nekaj pretenciozno, v bistvu bi pa hotel nekaj drugega povedati na en drugačen način. No. Po drugi strani pa sem vesela, da sem se lotila te težke teme, to so te stvari pač neke priložnosti za izboljšave, ne? Ki je treba biti še posebej previden. Ja. Je škoda, da ni bil predvajan pred referendumom na RTV. Kaj bi bila ful razlika? Ja, težko bi bilo pustva to. To ni v najnem sklopu, tle ni napisano. Ja, nimava tega not, nimava. Razen, če ima kako vprašanje. Mislim, da zdaj eno leto moramo molčati o tem, pa spet lahko o tem začnemo govoriti, tako da takrat mogoče. Ja, mogoče se tle... Greva dalje. A greva kar dalje? Literarnih, ali kaj si hotel? Lahko. Ne, povej, če imaš še. Pa kaj pa vem, ne, se lahko tudi pol v naslednji imaš v bistvu zelo podobno. Mislim, vedno imaš zelo, se mi zdi, da pač zelo močne igralce, ki jih poznamo tako v gledališču, kot v velikih filmih. A je težko to pač nekako vedno prelomiti ta nekak klišej tega že, mislim, neke vloge, ki se jim v bistvu že marsikdaj ponavljajo. Moj Gregor je vedno ali je policist, ali je gasilc, ali je vojak. Vsak Gregor vzorce pa res vsakeč drugačen. To pa ne moramo. Ampak uniformo, ne, govoriš o klišejih in pač... Veš, kaj se mi zdi, da je teže, ko gre za stranske vloge, ne? Mislim, če ima scenarij vsaj kolikor toliko smisla, da neko emocijo proba spele, pa neko temo sporočiti, mislim, da za glavne vloge se zelo potrudijo. Pa mislim, da imamo ful odličnih igralcev. Mislim, da res Slovenije tega veliko. Se ti pa hitro lahko pri filmu zalom tudi, mislim, sem imela že izkušnjo, da sem šla popravljati scenarij, ki nisem jaz režirala, ampak da je bilo 20
igralcev in igralk in da pač ena igralka ni odigrala tako, kot bi mogla in bi skoraj film lahko padel, pa si bi mislil, da ker ni bila glavna vloga, da se to ne more zgoditi. Torej vsaka nijansa, to je kot neka kepa, ko je po hribu spustiš in pa se scenarij kot tak že v osnovi in pa se toliko ljudi in enih energij in tega nalima gor, da mislim, da je teže pri stranskih likih, da ti lahko en stranski lik, recimo pri komediji, samo malo čez odigra, pa ti naturalizem gre v franže, ali pa ne vem, en drug ne zagrabi emocije, dost pristno naravno, sploh če ne greš v neko odmaknjeno, nek drug svet, ampak poskušaš nekim naturalizmu ostati. Pa Slovenija je še ta jezik, pa a je simpatičen lik ali ne, hkrati moraš paziti na neko, če so neke družinske navezave ali pa neko smiselno vizualno podobnost. Ne vem, mislim, meni se fulkrat zgodi, da mi ne vem, kdo ni naravn, pa komu drugemu je, po drugi strani pa me kdo zelo prepriča, pa koga drugega ne, to je lahko, pol iščem načine, če videti nekaj, kar mogoče prej nisem, da še koga drugega, da ne zmoti, ne. Mogoče to, kar si rekla, da si mogla zaradi ene igralke spremeniti scenarij. Koliko je tle še? To je slučajno bila sreča, veš, ker se je v 2 delih snimalo, drugače nima šans pol tega, ne. Koliko imaš tle v bistvu, glede na to, da si tako ponavadi scenaristka in režiserka, koliko imaš pol tle tega manevrskega prostora, koliko lahko to še malo? Mislim, malo več si pustim odprt tih stvari, če sem in scenaristka in režiserka, zato, ko bom jaz že za sabo popravila, ne? Pa vem, kak sem kaj mislila, ne rabim toliko razdelano, da vsi sektori vejo, kaj delajo, pa da znajo to brati, ampak kako stvar si lahko jaz pol še odločim, ali pa če vidim, vem, kje so šibke točke v scenariju, pa vem, da moram tam režijsko zaradi tega biti močnejša, da probam to pač malo pošiti tanko poka. Mogoče je to neka razlika. Kako je pa, ko si sam scenaristka, pa veš, da daješ... Veš kaj, imam izkušnjo samo v resnici, da je, če nisem koga pozabila, ampak da je Klemen režiral, ne, kar je pa spet to imaš neka... pod nadzorom, tako da je... Ne, sploh ne, to je, mislim, katastrofa po eni strani, ker je čist drug tip režiserja. Ne, mislim, plus je ful to, da ga cenim kot režiserja. To najbolj bi trpela, če bi se mi zdelo, da, ne vem, sem napisala res dober scenarij in kar mislim, da je velikokrat ego problem scenaristov, ki tudi niso režiserji, da imajo občutek, da na papirju nekaj je, kar mogoče celo ni, pa da pol režiser tega ni izvedel. Ne. Jaz res mislim, da če imaš dober scenarij, lahko slab režiser ga uniči, če imaš slab scenarij, ga pa dober režiser ne more rešiti. Ne. Mislim, zgodba in tema, ki jo hočeš povedati, nekje tam mora biti, ne, tako da se pač posipam s pepelom, če mi to ne uspe na nekem nivoju. Ne morem reči, da, jaz mislim, da je Klemen vedno nadgradil to, kar sem si je zamišljala na nek drug način, pa da je tudi, pa ne morem govoriti o moškem pa ženskem ustvarjanju, ampak recimo, ko te ženske liki pa to vmesno razmišljajo, neke te linije, pa to, po eni strani mi je laže pisati neki, vsaj približno, ko lahko nase prepnem. Meni je ful težko 65 let stare moške z življenjskimi izkušnjami, ki ful malo govorijo, ne? Moški ful manj govorijo, imajo neka dejanja, ki jih moram izpet potegniti, kako bo to povedalo nekaj tretjega, kar so oni, mislim, teže se vživim, mogoče zaradi tega poskušam te ženske like pelet čez, ker saj na nekaj lahko prepnem nekaj, ne. Te sem se čist preveč razgovorila, sploh ne vem, kaj je bilo vprašanje. Super. Kaj, greva kar k zadnjemu sklopu? Ne bova se še šle, ker mava še, veš, kar malo sem ti favš tvojega džoba. Mislim, ta nek pravlični svet, v katerem lahko umanjka, mislim, tak lep pobeg je, no, ful lepo. Tega sem ti favš, pa favš sem ti v enem smislu te kontrole vseeno, vsaj občutek imam tak, se lahko, da se ful motim, ampak ker je mogoče mičkano manj denarja v igri, pa ni toliko vezano na produkcijo in na vse te ljudi, ki so, te kompromisi, tako se prej govorila o korežiji, ki je lahko zelo boleča, tako je v bistvu, tako jaz včasih doživljam produkcijo in te
ko v bistvu najhujše je, če ti v fazi pred produkcijo ugotoviš, da v bistvu lahko greš sam minimum, da bo sploh spremljivo, ker pač ti situacija ne omogoča sploh razmišljati o tem, kar bi hotel. V bistvu tudi pri scenaristiki vedno vprašam, kak je budžet, preden sploh začnem maštati. V bistvu tudi kot režiserka, ko so te neke kvazi, so scenariji, pa niso scenariji, ko začne s svojimi idejami, mislim, se že prej rajš omejim, zato ker je sam boleče in boleče in boleče, ker vedno bolj gre vse skupaj sam na čisti minimum, z zelo malo pripravami, ki se mi zdijo ključne. No. Veš, kako se ti pridružim, mogoče malo tle pri pisanju scenarija, tudi to, da jaz se tudi sama sebe vedno bremzam, joj ne, to posnet, to jaz ne znam, ne zanimirati, ne postaviti, ne. Tako da v bistvu tle je vedno tudi, veš, ni taka romantika, jaz zdajle sedim vsak dan v temni luknji, svetlobe ne vidim, ker ko pridem ven, je spet tema, tako da to ni sam romantika. Tako da montažo opisuješ, veš. Ja, v bistvu sem, da sem šel malo bolj temi, sploh včasih, če so res, mislim, sploh zdaj sem delala film, ki je se dogaja po noči in pol je to res, včasih bi sem tak žarometek v celi sobi in to je malo moreče, no, sploh ta v bistvu ta počasni premik, predno prideš do česarkoli, pol te na koncu po 2 letih, ki si zaprt v ta črni studio, debelo gledajo, teh 5 minut je zdaj nastal, pa toliko časa si bila tam not. Tam so čarobne, veš. Hvala. Res čarobne minute. Ja, ta leta niso vedno čarobna, ampak ja, ne, saj se strinjam, sploh odkar imam svoj studio, sem ponosna nanj in hvaležna Mestni občini Ljubljana, da nam to omogoča, da imamo zastonj prostore in se imamo čisto luštan tam. No. Tako da... Veš kaj, mi je eno vprašanje na mestu prišlo. Vem, da sem enkrat slišala, da ne vem, kako ti delaš snemalne knjige, ampak da snemalna knjiga je za vsako, kar naj bi Lutka, recimo, če govori za vsako črko, da je poseben, ne, da moraš čist, mislim, neka ta pedantnost in natančnost in ustrajnost, no tega delati nisem favš. Jaz tudi moram biti sem tak fejst, pa ne, no. Ne, se jaz tudi nimam tak fejst pedantni storyboardov, vprašam moje animatorje, ki me sovražijo glede tega. To je zelo odvisno od tudi tega, kakšno produkcijo imaš, koliko si lahko zraven, ker to so v bistvu filmi, ki kontrolirajo režiserji več setov naenkrat in pol je treba res takrat vse natančno določati. To je mogoče podobna stvar, kar si mene sprašvala, scenaristka in režiserka, lahko pač ene par stvari vse ne rabim čisto natančno napisati, ko pa če pol spustiš, pa greš. Nam se vse, meni so čarobni te momenti, ki te v bistvu sama tehnika nekam zapelje, ki odkriješ z neko svetlobo, z neko, ne vem, meni se je zgodil čisti preporod, ko sem eno kepo vazelina nekam vrgla, pa je nastala taka slika, ki sem jo iskala celo leto. Pač te momenti so absolutno potrebni, da so odprti, pa da vsaj jaz tako rabim. Tako da jaz nisem ta, da bi imela do frejma natančno narejen animatik, ki bi potem gor animirala. Meni se zdi to pač, ne vem, drugačen način dela. Je pa absolutno res, da je mogoče s to vrstnim animatikom produkcija hitrejša, cenejša in tako naprej. Ampak glede na to, da imam jaz zelo majhno ekipo, skoraj da nično si k sreči lahko to prvoščam. No. Ampak zato pa ostajajo moji filmi tam med 7 in 10 minut in mislim, da tudi bojo ostali. Vsaj za enkrat. Vsaj dokler gre slovenskemu filmu, kakor mu gre, oziroma ne, sej, zaenkrat nas sploh še podpirajo, tako da ne smemo jamrati. Kaj greva na najni najbolj odmevni deli? Greva, da pol počas. Prav, da pol počas gremo raje v konc, ki je za pregriznit, pa da nehava človeka. Za pregriznit imamo. A je kdo rekel, da imamo za pregriznit? Sem jaz slišala, ja, super, no, da pol hitro. Te pa dajmo pogledati. Proklet prasec lažniv brez jajc. V primeru, da se bom ločil, ja. Kreten lažniv. In jaz sem vse verjela.
službo bi se lahko malo zrihtala. Pacijenti se pritožujejo. Da imate zase se brigi. Korekten delam. In če ti kaj ni prav, se pa šefu pritož. Primerijo pust. Odprite pest, prosim. Ej, koliko mi gre na živce? Oprost, moram ti povedati, ampak pravijo, da smrdiš. Ti smrdiš! Prav, ti pa ne bom nič več rekla. Oprosti, Tamara, jaz sem čista dio. Prost. Ne. Sam pomislim, da sem žena, pa je že zraven mene s kozarcem. Viš, koliko je luška. Dej, povej, kdo? Ne morem, ne smem še ga izdati, prezgodaj je še. Mislim, veš kaj? Čutim, da je ta prav. Evo, z njim bi pa imela otroke. Prostite. Gospod, makajte se, prosim. Gospod! Gospod! Ne odziva se. Doktor Milavc! Doktor! Slavko, koliko je? 1,6. V hipi je. Dajte mu 20 enot. Ne diha več. Kaj smo podala? Ja, inzulin. Glukozo, Vera. Ja, pa če... Ni v hiper, v hipi je. V hipi. Dajte 40 enot glukoze, venozno. Hiter, hiter. Ja. Gremo. Vera, pusti se. 3, 4. Ja, Vera, kaj pa je? Vse sem zasrala. No, počakaj. Cijo. Kaj sem naredila? Ja, Vera. Ja, Vera. Kaj pa je? Kaj pa se je zgodilo, kaj? Enega sem skoraj ubila. Kaj si? Enega sem skoraj ubila. No, bebiš. Pomir se, pomir se, pomir se. Boš videla, vse se bo uredilo, da bo prav. Tudi v službi. Ne toliko skrbeti, vse se da popraviti. Mlada si še, vse je še pred tabo. Tinka mlada, 40 let imam. Mitja je bil moja zadnja šansa. A veš, koliko je moških, ki bi bili radi s teboj, ne pa ta trapast fič-firič? No, pa tudi, če ostaneš sama, to ni nič hudega. V življenju je toliko lepih stvari. Tinka, kaj ne naredim? Jaz bi se najreč kar v klet zaprla. A ja, v klet zaprla. Ojej. Ti imaš pa smisel za humor. Poslušaj, Vera, poslušaj me dobro. Imam kolegico, terapevtko. Ona bi ti lahko pomagala. Ne morem, zdaj nimam te moči, da bi se pobrala. Si spal? Oprost. Rabla bi te. Grem lahko naprej, da ne bova tle na hodniku. Wow, koliko knjig. A to si ti vse prebral. Okej, da te ne bom preveč zadrževala. Bi napisal pisem zame? Lahko.
Pisem za mojega Bolesa. Bolesa? Je mojega zaročenca. Na ladji igra. Deva. Ljubi moj Boles. Pomlad prihaja. Čakam te, da me ogreješ. Po dolgi zimi. Popevam si melodije, ki si mi jih igral. Marsikdo me čudno pogleda zaradi tega. A me ne moti. Saj vem, da se čudi moje sreči. Hvala. A je to tvoje? Oprost. Filip, si v redu? Je že odpisal? Ne, midva bova zdaj odpisala. Jaz ne morem. Prste imam čist. Čudovite prste imaš. Kje začneva? Ne vem, jaz mislim, da bo drug odlomek od panike, tako da mi je ful zanimivo, ker nisem jaz sama zbirala, priznam, sem moža prisilila, da zbere, ker nisem imela časa, ker otrok 4 zobe rastejo hkrati in ne spim. Pa ta zadnja stvar je trailerček za tvoj zadnji projekt, ne? V resnici ni trailer, v bistvu je teaser. Kakorkoli. Jaz sem ga prvič v kinu videla, tako da ja, no, kakorkoli. Ne veš, kaj me je, čist drugo mi je, kar sem nekako dobila občutek, da ti počneš, tako da me zelo zanima. To ni bilo nič pravlično, to je bilo bolj počastno, pa nobenih teh lepih solznih oči. Ja, film je drugačen, malo tudi v drugačni tehniki. V bistvu sem se lotila tehnike, ki sem jo delala za Metoda pevca, takrat sem se malo kar, mislim, mi je dala en nov izziv, ker sem, mislim, da pri lutkah prišla do nekje, kaj pa vem, tako kot sem prej rekla, nekako nisem našla več pravih napak noter, da bi jih popravljala. In sem se lotila nove tehnike, ki pa moram reči, da res čist drugačen izziv. Zdaj imam polno načrtov za naslednji film, kako se ga bom drugače lotila. Ker v bistvu
tle nekako vse, pač kaj lutko enkrat imaš, jo imaš, ne. Ta lik je bilo treba pa znova in znova ponovno naslikati, pa glede na to, da si nisem najbolj enostavne teksture zmislila, pač to ni bilo tako, pa v bistvu je čist drug pristop k samemu snemanju, tako da se še vedno lovim, no, moram reči, da še vedno ne znam čist načrtvati, kako v bistvu se tazga filma lotvati, ampak... Kje bi rekla, da so razlike, ko si rekla čist drug pristop? Pri lutki je tako, da pač to vse, zaradi tega me je lutka tudi v bistvu sem se počutila malo omejeno, ker v bistvu jo ustvariš, pač kakor jo ustvariš, potem ji narediš neko okolje, karkoli že to je, in v tistem postaviš luči in snemaš. V bistvu je precej bolj podoben nekemu igranemu filmu, samo da si seveda zelo omejen v tem, ne moreš se kar odločiti, ja, ampak v bistvu bi bil pa fajn pogled še iz ne vem kje, ker to pomeni, da moraš potem še na sceno novo narediti, ne, v tej dimenziji. Pač tle pa v bistvu delam na multiplan mizi, kar pomeni, da ustvarjam sliko, da imam kamero gor in ustvarjam sliko s tem, ko imam recimo, ne vem, karakter v tej ostrini, vse ostalo od spodaj pa v bistvu globinsko neostrino dobivam s tem, ko so pač ja, seveda od kamere oddaljene stvari. In drugače je to, da v bistvu vsak kader je treba znova zrisati, naslikati, sestaviti. In pol v bistvu, kar me najbolj mal se mi zdi, da mal mogoče tisto, kar sem se prej hvalila, da nimam tako načrtno narejenega celega animetika, ne vem kaj, me mogoče v tej tehniki to mal več časa zahteva, ker mogoče ga nisem predvidela, glih to, da se potem v bistvu rečeš, ampak sej, če imam zdaj to postavljen, pa lahko posnamem zdaj, ne vem, to imam v 2 minuti, pa v 4 minuti, pa v 5 minuti, pa ne veš čist kontinuiteto, kaj se pa vmes zgodi, ko delaš pa čez 4 mesece to in pol daš skupaj in vidiš, da ne funkcionira. In tako, no, tle je pač mal drugačna stvar, ker pri lutki greš, jaz sem pri lutki vedno počela, da sem šla pač cel storyboard s fotoaparatom, če sem to postavila v čas in sem videla, kako kadri en za drugim funkcionirajo. Tle pa v bistvu tega ne morem narediti. Ampak je nov izziv, no, mislim, jaz uživam, moram reči, da je ful lušna tehnika, da je še malo neraziskana, da odpira še nova poglavja, tako da... Kaj pa vsebinsko, tematsko boš kaj zaupala? Tematsko je pa v bistvu je tema odvisnost, in narejen je v bistvu scenarij po enem čist kratkem, ko imamo one novice, pa še to, je bila ena taka zelo humorna novica o tem, da so našli jazbeca na cesti, ki je ležal mrtev in pol, ko so policaji do njega prišli, so ugotovili, da ni mrtev, ampak je mrtvo pijan, ker se je toliko sadja najedel, da se je v bistvu, da se mu je začelo alkoholno vrenje in je bil pač čisto motičen. In v bistvu mi je bilo zanimivo, pač kako je bilo to napisano, ker je bilo napisano kot policist je potem rekel, joj, tale bo imel pa težave, ko pride domov. V bistvu s nekim tem humorjem do neke zelo v bistvu resne teme. In jaz sem v bistvu z Gregorjem sva pisala, tokrat mogoče celo bolj Gregor, kaj jaz, scenarij o tem, kako se v bistvu ta jazbec počuti na tej cesti in kako ga v bistvu policaji zmotijo na svojem dremanju sred ceste. Toliko bom zaupala. Mogoče greva nazaj še k paniki, čisto še mogoče k pisanju scenarijev, kar nam jo povezuje med bolesom in paniko je, da sva obe imeli neko literarno predlogo. Sicer si imela ti to smolo, da tvoja pisateljica še živi, moj je bil, hvala Bogu, že 80 let mrtev in mu niti nisem rabila avtorskih pravic plačati. Ampak kako je pa to bilo? A se je v bistvu avtorica še vmešavala v scenarij, a se je smela, ali koliko si imela tle proste roke in koliko si šla stran? Veš kaj, tu v bistvu sem imela srečo. Pri paniki sem imela srečo v toliko, da
RTV je imel odkupljene avtorske že leta, to je vsaj 5 let, kar sem jaz vedela, stalo pri njih na mizi. In od vseh scenarijev, ki so jih imeli tam na mizi, pač nekih predlog, mi je bila ta najbližja. Tako da sem bila v bistvu vesela, da so me izbrali, da to delam, s tem, da so mi dali pač žanr romantična komedija. Jaz bi verjetno knjigo drugam zapeljala, če ne bi imela te omejitve, verjetno bi šla v dramo ali vsaj v črno komedijo, tako sem mogla ostati znotraj teh nekih. Ampak to mi je bil recimo dober izziv, no. Sama se verjetno ne bi nikoli lotila romantične komedije. Pa tudi časa sem imela ful malo, zaradi tega, ker je bil že nek scenarij spisan. In ko sem režijsko eksplikacijo pisala, ker jaz sem knjigo brala predtem, sem dokaj spluvala to adaptacijo in so mi rekli, če bi napisala še enkrat. In sem imela časa, mislim, da 4 mesece, pa mal, kar je bilo res mal. In v bistvu sploh sem vedela, da nimam časa za neke hude konzultacije z Deso, ker je bilo časa ful malo in sem mogla se, roman je tako spisan, da v bistvu strukturno se malo lomi, neki 3 različni deli so, pa tudi žanrsko bi lahko vsaj 4 žanre iz tega, odvisno kam zapeleš, in sem mogla biti neizprostna, pa še tam v bistvu sem imela, to mi je škoda vedno, te priprave naročenih scenarijev časovno so grozno, no, tako zelo omejene. Tu je v bistvu montažerka me klela, ne, pol, ker smo posneli kar precej več materijala, ki če bi imela malo časa prespati, bi verjetno že prej kaj selekcije naredila, kar pomeni tudi malo lažje snemanje, ker smo res rekorde postavljali vsak dan, koliko kadrov smo posneli in to. Ampak nekako vsaj strukturno uspela se odločiti med tem, ali je to zgodba o nekem ljubezenskem trikotniku ali je zgodba o osebni preobrazbi, in sem se pač odločila za zgodbo o osebni preobrazbi in pa sem metala stvari stran. Tako da Deso sem jaz poklicala, ker sem si želela, da pač se pojavi v filmu, že v fazi predprodukcije, in sem se predstavila strahoma, in če bi bila pripravljena, je rekla sam, da jo zanima samo ena stvar, kdo igra Vero. In sem rekla, da sem jaz videla samo Janjo, da sicer sem imela pol še povabljeno bralno vajo, ker sem imela slabo vest, da sem imela tako fiksacijo, ampak da sem pol se po intuiciji, sem videla, da mi intuicija ni varala, in sem se pol še enkrat isto odločila in je začela pol vriskati, da pa super, da pa v redu, da pa ne rabi nič, ker je ona tudi, če je koga videla, je videla njo, in da tu nekje sva se ujele, no. Tako da je pol prišla v bistvu sam na snemanje, proti koncu snemanja, in smo imeli z Janjo obe dve ful tremo pred njo, pa je pa ona povedala, ona pa pred nama, pa smo se malo režale. In tudi sem bila vesela pol, jaz sem imela pol strah, ne. Jaz ni sicer dala scenarij, pa ni takrat imela niti neke hude reakcije, je prebrala ali ni. Po filmu pa nimaš več kaj, ne. Desa Muk, če reče, da je film ni všeč, pač ne. In sem imela srečo, da je bil všeč in da nekako se je podpisala pod te moje reze, ker jih je bilo treba kar nekaj narediti, na ene par stvari sem čist po svoje zapeljala, pol že pozabiš, kaj sploh je tvoje, kaj ni tvoje, ker sem se nekako mogla pripeti na to Vero, kako jo jaz čutim, pa potem Janja je svoj del, mislim, to je pol en tak proces, se sama veš, mislim, je pa bilo to po literarni predlogi, ni bilo po motivih, ne, tako da v bistvu je imela ful dobro karakterizacijo likov narejenih, teh ta glavnih. Lahko bi bil film tudi to, ne vem, Rudijev pogled na celo situacijo, ne. Mislim, lahko bi zapeljala, če bi časovno, je ta roman ponujal ful enih možnosti, kako zagrabi to stvar, in pač v tistem življenjskem obdobju sem se tako odločila. Super. V bistvu sploh vprašanje nisem povedala. Moje vprašanje tle Zlate je, na kak način si, glede na to, da smo razčistili, tudi jaz nisem imela težav s še živečo avtorico literarne predloge, kak si pa ti nemilosrdno stran metala? Moram reči, da čist brez pomislekov, pa ne zato, ker nisem plačala avtorskih pravic, ampak v bistvu se mi pač vedno zdi, da moraš delati v dobro filma, in pač literatura je čist nekaj drugega.
In seveda, ko prebereš tisto zgodbo, doživiš nekaj čist drugega, kot pač, ko vidiš moj film. Moram pa reči, da sem se to prvič zavedla, sem imela nek Q&A po moji premieri v NSI-ju in mi je neka ameriška novinarka vprašala, da kako sem si drznila Gorkija tako radikalno spremeniti, ne pač tako velikega pisatelja, ne vem kaj. Jaz v resnici, midva v resnici, nikoli nisva tudi pomislila na to, a bi bilo to sporno ali nesporno ali karkoli. Pač jaz sem vedno iskala, to vedno iščem, da je treba imeti da je treba izkoristiti animirani film kot medij, da pač nekaj nadgradiš zgodbo, da jo lahko, ne vem, nek surrealističen moment, pač kakor sem ga tle pokazala, ali da ima nek smisel, zakaj jaz tam 2 leti v temni sobi kako si rekla, imam čarobne trenutke, to si jim napisala kam, so tudi nečarobni, ampak tiskate malo hrbet boli pa. Ampak dober, tako da ja, v bistvu sem skozi iskala, ker v bistvu Gorki je zelo realističen in zelo moralističen, on zaključi to zgodbo kot malo tako s prstom kazati na prostitucijo, na prostitucijo kot ne, pač temu sem se hotela absolutno izogniti in vzeti tisto ven, kar me je v zgodbi, kar se me je dotaknilo, ko sem zgodbo prebrala. No. Pa se mi zdi, da v bistvu, če hočeš dobro narediti, moraš biti iskren do sebe, moraš tudi sebe razgaliti, not pripet in meni se vsakič izkaže, najhujše je to, ko na nezavedni ravni poskušaš biti uvideven, ali je to do pač avtorja literarne predloge, ali do režiserja, ko pišeš pa vidiš njegove želje, ali do produkcije, ali do nekih, mislim, ko se kar naenkrat ful mnenj ustvarja, idealna je neka konstruktivno znotraj danih pogojev, pa hkrati ne, ostajati zvest sebi. Ja. Hujš je ta del, če se zgubiš, pa niti pa probaš se na svetih drugih nazaj najti. No? To so take dolgi ovinki, preden do sebe priješ, je bolj, da bi imel čas se malo ustaviti. Meni se zdi, da vsak scenarij rab dolge ovinke. Meni se zdi to najbolj da če ga prepišeš 130-tič, si ga šele začel pisati. Ne vem, manj je vsak teži, tako da. Zdaj pa sva res še ja, da nemo tako čist nadol zaključile, da če ima kdo kaj kako pozitivno vprašanje, drugače pa. A sva res vse povedali? Nač prigrizke sva obljubili, tako da, ne? Evo še kako zunaj rečemo. Hvala, da ste prišli. Ja.